Dober dan in ponovno lepo dobrodošli v naši oddaji Odnosi so zakon. Bilo je nekaj tednov, ko se nismo videli, ko se nismo srečali, tudi našo ekipo je obiskala koronca, tako da, hvala Bogu, brez nekakšnih hujših posledic. Tako da sem danes zopet z vami in lepo pozdravljam v naši sredi tudi našega gosta, Aleša Čerina. Aleš, živjo, pozdravljen. Živjo, Benjamin, pozdrav tudi vsem, ki naju boste gledali pa poslušali. Ja, lepo. Dejva po najni stari navadi za začetek malo zmolta, ne? V imenu Otca in Sina in Svetega Duha. Amen. Amen. Vsemogočni Gospod Bog, hvala ti za ta čas, ki ga lahko preživiva skupaj in ki ga lahko na ta virtualen način tudi v času tega drugega vala te naše epidemije preživiva skupaj z vsemi, ki nas gledajo, poslušajo. Bog, prosiva te, da ti prideš med nas. Se praviš, kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi. Dobrodošli med nami, pridi pomoči Svetega Duha, daj nam pravih besed, pravih misli in pa tudi poslušanj takega duha, ki bo zmožen sprejeti tisto, kar moramo v tem trenutku slišati. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Amen. Aleš, midva sva rekla, da tudi v tem času, v katerem smo se spet znašli in v tem času, ki pred nas postavlja mnoge negotovosti, je potrebno nasloviti eno temo, ki smo jo mi pri Družini in življenju že naslavljali, konkretno ti z Marinko in pa še drugi pari ste jo naslavljali na seminarju o denarju. Gre torej za temo denarja in materialnega in na to temo bova probala kar nekaj oddaj posnet, ker ugotavljava, da dejansko je to ena blazno aktualna tema, ki se tiče nas vseh v teh negotovih časih pa še posebej, ka ne? Ja, točno tako. Seminar smo imeli najin odnos do denarja. Nekako je bil obiskan, ljudje so bili, se mi zdi, zadovoljni. Pa viš, takrat še ni bilo teh kriznih časov, ne. Jaz v resnici menim, da marsikatera nervoza, marsikater slab odnos med nami, med zakoncema, med zakonci in otroki izhaja iz te negotovosti časa. Tudi te denarne negotovosti, tudi tega, ko imam občutek, da so mnogi živeli z rok v usta in zdaj v roki ni nič več in tudi v usta včasih ne gre potem nič več, malo tako simboliziram, ampak in časi, ki se nam obetajo, bojo še trši, ne, tako da mislim, da je prav, da naredimo eno tako serijo oddaj na to temo, če že nimamo priložnosti delati seminarja. Ja, hvala, fajn, se mi zdi zelo potrebno. Definitivno je marsikakšen zakonski prepir, pa tudi kakšna živčnost, ne, še posebej v nas moških, ki se znamo počutiti zelo odgovorne za preživetje družine, a ne, zna izvirati iz tega, a ne, in najprej se pa zaleze v edinost med zakoncema, med možem in ženo, a ne. In tukaj se mi zdi bistvenega pomena in se lahko vsak od nas pač parov zdajle vpraša, na kakšnih temeljih sva pa midva kot zakonca sploh začela, se pravi, če pogledamo ta finančni vidik, graditi najin zakon. Koliko dobro sva zmenjena glede teh stvari, a ne? Tukaj se mi zdi, da je zdaj priložnost, da gremo na temeljna vprašanja in mogoče kakšne stvari na novo zastavimo v tej krizi. Ja, rekel si, koliko dobro sva zmenjena. Kot imam izkušnje iz teh seminarjev, ljudje ponavadi niso kaj preveč zmenjeni. Nikoli se niso zares s tem ubadali. Pač v času romantične zaljubljenosti je denar neromantična tema, o tem se ne pogovarjamo. Nekako imam občutek, da bo to avtomatsko kar šlo. Da bomo, ne glede na to, kaj Bog pravi o denarju, in mimogrede Bog ogromno govori o denarju, ne, in materialnem, neverjeten veliko, ne, več kot o nebesih in peklu skupaj, recimo.
ne postavljamo na prave temelje, redko se ta tema obravnava, tudi na zakonskih skupinah pravzaprav ne. Tako da je čas, no, da zakonca v katerikoli fazi življenja že sta, da to temo tako se resno lotita, resno obravnavata. Ja. Še najbolj bi bilo takrat v času zaljubljenosti, ampak takrat je vse drugo bolj pomembno kot denar. Ja, itak. Pa se spomnim, ko si rekel, lažje se o seksu pogovarjati kot o denarju. To je zelo taka intimna in zelo težka tema. Ja, res, lažje se o seksu pogovarjati kot o denarju. In jaz pravim, lažje je združiti spolne organe kot denarnici. V mnogih primerih. Kar je čuden pravzaprav ni. Ne vem, če veš. Mislim, a veš kaj, denar gre zelo v globino v resnici. V globino tega, to jaz mislim, da sem, kako se percipiram, kakšen je moj odnos do sveta, kako znam biti podjeten, kako znam v bistvu filati svoje čustvene potrebe z denarjem, ki ga zaslužim. Tukaj se zelo, zelo intimna stvar, sploh ne zgleda tako, ampak je. Je, in denar daje nekakšni miti so, veš, okoli denarja, rekel, denar daje varnost, denar prinaša srečo. Denar te pokvari. Denar te pokvari, ne, denar je zlo, a veš, mi sploh med kristjani, ne, in zelo radi, ne, denar je zlo in pa človek, ki ima denar, je pokvarjen, že po definiciji. Pa to izhaja iz napačnega razumevanja spet Svetega pisma, ne, recimo, ne. Ko pravi Pavel, ne, v Timoteju, korenina vsega zla je namreč pohlep po denarju. Glej, ne, distinkcijo tole narediti, ne pravi korenina vsega zla je denar. Tako kot si mi na hitro tole razložimo, ampak pravi pohlep po denarju. Angleški prevod pravi love of money, meni se zdi, ne? Love of money. To se pravi ljubezen do denarja. Ko ljubim denar, to me vodi potem v zlo, ne? In pogosto mi to zamenjamo, ne? Ljubiti je treba ljudi in uporabljati denar. Pogosto pa mi ljubimo denar in zato, da dobimo denar, uporabljamo ljudi, ne? To je ena taka zvita in taka pravzaprav nagravžna, bi rekel, nagravžen premet, obrnjeno, ne? Ko začnemo ljubiti denar in tega ni malo, ne? Tega ni malo in mislim, da se moramo tega tukaj varovati, no, tukaj nekako v srcu toči vse po srčni strani. Pejva na to, kako je, pejva na recimo, to bova gotovo lahko v večjih oddajah debatirala prav o teh stvarih in na ta pravilno naravnanost do denarja bi še zelo rad prišel v eni posebni oddaji. Se mi zdi, da bo prav posebna obravnava potrebna za to temo, ker govorimo, a veš, o tem, ali se ga sploh bojim želeti zaslužiti ali ne, tukaj imam tudi sam take probleme, v glavnem, ampak, a veš, v tem smislu, res tako, kot si rekel, a veš, kristjani, bolj, ko si reven, bolj si božji, malo, skoraj tako, a veš. Po drugi strani pa to, kar praviš, denar hitro prevzame, ga ljubiš in zlorabljaš ljudi za to, ne. Ampak pejva majčkeno bolj na vajino osebno zgodbo, ker danes bi se posvetila temi edinosti med zakoncema in denarju, se pravi temu združevanju denarnic, ne. Dajmo danes na to temo, recimo, pa za začetek malo skozi vajino zgodbo z Marinko, recimo, kakšna je bila tvoja osebna vzgoja doma, glede denarja, recimo, pa potem kakšna je bila Marinkina vzgoja, pa kako sta ta dva svetova trčila skupaj, to me za začetek zanima, recimo. Tako, pri nas smo se o denarju pogovarjali v družini. Mi otroci smo tudi vedeli, koliko imamo denarja pri hiši, po domače rečeno, ne. Ne, da smo se to pogovarjali vsak večer, pa ne vem ko, ampak tako, tema denar ni bila tabu v naši družini. Smo bili po otroci opozorjeni, ne zdaj okoli govoriti. Jaz izhajam iz take obrtniško-administrativne družine, oče je bil obrtnik, delal je sam, nikogar ni imel zaposlenega, kakor je delal, toliko je zaslužil.
Živel je skromno, ne, tako da jaz sem se te skromnosti malo nalezel, živel oče in naša družina, ne, vsi. Smo živeli skromno, bolj skromno, kot bi si lahko privoščili. Nekako to je bilo, to se potem zapeče, se je zapeklo nekako v nas otroke. Nikoli nismo imeli nobenih finančnih težav, vsaj ne, ker jaz se spomnim, jasno, takrat, ko je oče gradil, je bil brez ficka. No in se pravi, odkrit pogovor, videl sem, da oče in mama tukaj zelo dobro sodelujeta. Tudi mama je očetu zelo pomagala pri obrti, ne, mu je pomagala zrihtati material, takrat se ni dobil kar povsod materiala, pa cenejši material, pa tako naprej. To se pravi, čisto na tem poslovnem nivoju mu je v popoldanskem času lepo pomagala. In tako, ko sem šel zadnjič enkrat mamo vprašati, mami, kako je bilo pri nas tako z denarjem, zdaj jaz vem, da sta imela vidva skup denar. Ja, rekel, seveda denar mora biti skup, če ne pa vsak po svoje zapravlja. In ja, tako čisto po domače mi je povedal, če ne pa vsak po svoje nekaj zapravlja. To je bilo pri nas, ne. Pri Marinki pa ni bilo tako, ne. Ni bilo tako, ampak je imel vsak svoj denar, sta se lepo menila, kaj bo kdo plačal, kaj bo oče plačal, kaj bo mama plačevala. Nista imela pa nekakšnega skupnega načrta za ta denar, za denar, ki ga bi dala pa skupaj, ne. In vem, da je bilo nekaj takih dokaj ponesrečenih zgodb na to temo, ne. Oče je bil čebelar, recimo, in je, ne da bi ženi sploh povedal, je šel tovornjak za čebele kupiti, ne. To ni majhna naložba, ne, to za uradnika ni majhna naložba, ne, in je to mamo prizadelo, da je ni niti vprašal glede tako velike naložbe, ne. To lahko rečem, no, in o denarju se niso pogovarjali in ko so bila midva zaljubljena, se tudi niso pogovarjala nič o denarju, ne. Midva so kot dva mulca, skoraj bi rekel, skoraj še najstnika, ne, pri 22 letih sva se poročila, oba odvisna od najinih staršev, ne, živela pri Marinkinih starših, kar je bilo dotoka v najin takrat družinski proračun, je bila neka lekarniška začetniška plačica od Marinke, ne, ki je pa bila takoj na porodniški, pa to spet ni bilo ne vem koliko, ne. Potem pa to, kar sem jaz uspel med študijem delati preko študenta, ne. A poleg tebe tudi žena živela na začetku prvo leto ali dve? Ja, pa starši njeni so me živeli pravzaprav, ne. Midva smo imela pol lep obet za dograditi hišo, ki jo je oče zastavil, a ne. In tako sva midva potem v prvih letih zakona, ne da bi karkoli razmišljala, ne da bi imela kakršenkoli načrt, ne da bi se kakorkoli o tem pogovarjala, sva imela skupen denar. Nekako je avtomatsko tako prišlo zaradi situacije, v kateri sva bila. Se pravi, ves denar, ki nama ostane, ves denar, ki ga jaz prek študenta in Marinka od porodniške dobiva, je šel v cement, v apen, v nabavo materiala za elektriko, vodovod, tlake in ne vem, kva smo se takrat počeli, ne, to, ne. In ni nama prav ničesar ostalo, ničesar nam tudi ni manjkalo, ne, nisva imela nič materialnega najinega, ne. Tudi avto nisva imela, ne, konec koncev smo, ja, peš smo okoli hodila, veš, z avtobusom, na štop, a ne. Zato vam je pa tudi denar ostajal. Ja, zato, ja, veš, avto je, enkrat lahko imamo celo temo v avtomobilu in kot požaruhu družinskega proračuna, ne. Ja, ostajal, nič nama ni ostajal, direkt je šel tja, na najbolj pravo mesto, ko je bila takrat gradnja hiše, ne. In zato sva lahko tudi v doglednem času šla v zelo skromno opremljeno, s kuhinjo, spalnici je bila, kaj jaz vem, ena spalnica je bila, drugo je bilo pa vse adijo, ne. Nič, ne, pač.
A se spomniš kakšnega konflikta vajnega iz tistega začetnega obdobja, prav na temo? Ne spomnim se, veš, ne spomnim se. Tukaj, dokler ni bilo denarja, midva konfliktov nismo imela. Prav, potem si šel pa ti v službo, ne? Ja, v korporacijo, v Lek, recimo, to si že kdaj povedal, ampak vseeno, recimo, in pol je pa bil denar, ja, praviš, pol je pa bil več denarja, pol so se začeli pa konflikti, daj to povej, ajde. Ja, pa ne spet, veš, moja žena ni konfliktna oseba, pa tudi zase mislim, da nisem najbolj konfliktna oseba. No. Ampak, glej, a veš, v začetku je bila plača Lekova tudi majhna, tako pripravniška, veš, ko greš prvo leto službe, to pripravniška plača, ne vem, koliko je to bilo nekaj malega. Sploh ne vem v teh, kva smo takrat imeli, dinarje, ja, smo imeli, a veš, pa $0,5, pa z markam smo hondlali, pa kaj pa vem, a veš, to so bili eni taki čudni denarni časi so bili, ampak plača Lekova je bila takrat relativno majhna, sploh za pripravnika, ne. A veš, pa čez eno leto nisi več pripravnik, pa potem gre plača malo gor vsake toliko časa, tudi Marinka dobila redno službo, v kateri v šoli, ne, v šolstvu, ampak je zelo hitro napredovala in pa skromnosti so bila navajena, ne, tako da je začel denar ostajati, hiša je bila končana, to se pravi, požeruh, tisti, ki nam je žeril denar, je bil nasičen nekako, ne, in denar je začel ostajati in jaz sem se takrat namislil, pač hobije, ne, naprimer padalstvo, ne, veš, padalstvo, ekstremno drag šport, ne, ekstremno drag šport. Jaz sem tako nazaj, zdaj, ko gledam, vsaka stvar je šla to v tisoče mark, ne, a veš, pa padalo, pa sedež, tako enostaven ni bil več dober, ker ni bil varen, no, se dejansko ni bil varen, a veš, pa to je šlo v tisoče, ne, no, potem sva, a veš, hvala Bogu, no, se to ni takoj začelo, ampak sva kupila najprej avto, Katro, a veš, in smo šli kot družina z 2 punčkama nekako na morje, brez klime si predstavljali Benjamin, smo šli v poldne, cvrli smo se na morje, ko smo se dol peljali, v glavnem, eno Katro smo kupili. In zdaj, ko primerjam ceno padalske opreme, a veš, pa cena Katre je bila cena Katre nižja. To se pravi, kot pa moje padalske opreme, s katero sem imel za frajarjanje po nebu, ne. Ampak jaz se tega nisem takrat zavedal sploh, to sem takrat preračunaval, ko smo seminar pripravljali, ne, da sem več za svoj hobi porabil, kot za avto, s katerim sem vozil družino okoli. In namesto, da bi za varnost poskrbel, za neko udobje vožnje, a veš, no, saj takrat ni dal ne vem kakšnega avta kupiti. Ampak to je bila Marinka zelo nekonfliktna, da je to dovoljeno. Ja, saj ti pravim, da ja, ona je meni celo za rojstni dan mi je kupila napravco, ki ti variometer se imenuje, ki ti meri, a padaš ali se dviguješ in kako hitro se dviguješ, kako hitro padaš s padalom, a ne, tako da in je dala za to kar znaten del plače, če ne celo plačo, veš. Ja, tako da, ampak ja, Marinka je ful nekonfliktna in me na to ni opozarjala z oprnijo nekako, ne, a veš, tako da nisva se tukaj niti še preveč razhajala, a veš, pol pa, a veš, ampak to je pa vodilo v narazenit, a veš, se pravi, hobijev nisva imela skupnih, ne, a veš. Ne, ta moj hobi, ne, me je vodil na svoje poti, Marinka je imela pa otroke, ne, takole pravim, jaz sem imel hobije, pa Marinka pa otroke, ona je lepo skrbela za družino, jaz pa milijon enih hobijev, ne. Ampak recimo, a je kdaj načenjala to temo, praviš, ni bila zoprna, ampak a je kaj načenjala to temo, pismo stari, tole je malo drago, ali pa je karkoli rekla sploh? Ne, ni, v tem smislu je moja žena ekstremno potrpežljiva. Pa ne moreš nič o tem govoriti. Ma nimam ta pravega pričevanja na to temo, ja. A veš, ker dejansko, lej, če poznam primere, a veš, pa tudi svojega, pa tako pismo, to so lahko debate in so lahko prepiri, a veš, in tako niso te stvari niso enostavne v zakonu, a veš, za debatirati, ne.
Zdaj, čisto konkretno, pri vama se je po avtomatiki zgodilo, da sta šla tle graditi, pa to graditi, pa dograjevati, pa tako naprej. Mnogi pari, a ne, na začetku se morajo s temi stvarmi soočiti. Kje bova živela, a bova šla v gradnjo hiše ali ne, a bova na svojem, ali bova pred mojih, pa pred tvojih. Veš, to so bistveni pretresi, ki jih je treba določiti, pa pač, če so tukaj nesoglasja, je že to zelo težko. A ne? Potem konkretno poznam primere parov, ki so malo starejši. Pri nama je bilo isto, vidim, da sta tudi mlada skupaj prišla, se poročila, avtomatsko je bil ves denar najin, a ne. Jaz sem pa kupil en avto na kredit, pa Saša ni bila glih za to in je bil tisto avto katastrofa. V glavnem, hočem reči, ful enih dilem se odpira, a veš, parom, več, kot si jih očitno ti takrat ali pa sta jih vidva izkusila, ne. To hočem reči, starejši pari in pa ni avtomatsko, da je denar skupen, a veš, ker pač si dlje časa vajen živeti vsak s svojim denarjem. A veš, kako je bilo pol recimo, kaj imaš kaj za komentirati na to temo, no, ne vem. Glej, dejansko, a veš, ljudje, ki že grejo v službo, recimo, ne, da greš ti tam pri 24, 25, morda študij dokončaš, greš v službo, pri 27 punco dobiš, imaš že 2 leti si navajen svoj denar imeti, pa še prej neki študentski denar, pa tako naprej, veš. Si že navajen, ta denar je moj, s tem denarjem jaz lahko delam kar čem. Ja, veš, to je moj denar in govoriš tako, to je moj denar, a ne, zato, ker je tako tudi prav, se je dejansko tvoj denar, oziroma, po krščanski se reče, to je denar, ki mi ga Bog dovoli imeti, a veš, denar je ves od Boga, a ne, tudi če ga jaz zaslužim, jaz sem samo oskrbnik tega denarja, no, oskrbujem materialno, ki mi ga Bog dovoli imeti, lepo in prav delam z denarjem, ki mi ga Bog dovoli imeti, ampak v praksi pa govoriš, to je moj denar. In potem dobiš bejbiko, ne, ki tudi pravi tako, lej, to je pa moj denar, pa ben mi ga novo vzel, pa ben si mi novo moj denar utikal, ki ga jaz zaslužim, ne, a veš? Ja, sploh, če sta navajena recimo na različne ravni, prav midva sva bila obadva skromna z Marinko, ne, ampak eni so pa tako, da je izrazito, recimo, eden lahko izrazito zapravljiv, ne. Dobro. Če je tako, lej, tukaj, ja, ne, če je tako, je pa še posebna težava, a ne, imaš že tisto, veš, recimo, to zdaj združiti, te dve denarnici, ne, to ni zdaj to tisto sam, da združiš vse v en račun, a ne, ampak, a veš, da sploh se začneta ne več pogovarjati moj pa tvoj, ampak najin, a ne, to se pravi, denar je prišel iz vsaj dveh virov, ne, mojega in tvojega, in to je zdaj najin denar in ga je treba pogledati, lej, takole gledam, kad imam pred sabo en kupček denarja, in je treba zdaj se zamisliti, to je zdaj najin denar, kako ga bova pa zdaj porabila ta denar, a ne, kako bova porabila ta najin denar, ne, da nam skozi govoril, denar, ki nama ga Bog dovoli imeti v tem trenutku, ne. A veš, in je treba potem, načrtovati skupaj, kaj bo, ne vem, dolgoročne načrte delati, trenutno smo v takem stanovanju, v najemu, prizadevava si za to, za ono, ne, a ne, in a veš, tukaj pa že kar dvojina skozi, ne, govorim takoj v dvojini, ne. Če pa to ostaneta denarnici ločeni, a veš, je pa potem tukaj ena tekmovalnost, lej, ni nič prišparil, jaz tudi ne bom, če on zapravlja, bom tudi jaz zapravljala, zakva pa ne, pa tako naprej, veš, če pa tukaj zdaj ta razlika, ki ti praviš, ne, da en zapravlja, en je pa skrben, en je dober oskrbnik, en pa slab oskrbnik denarja, ne, tukaj pa je težava in je neprimerno, ne, bi rekel celo, za začetek neprimerno združiti denarnici, ker bo ves denar šel lahko. A veš, za potrošnjo in bo to oskrbništvo celotnega denarja slabo, a ne. In je treba najprej tukajle razbiti te mite, a veš, denar mi prinaša sprejetost, ne, v družbi, ne, če se lepo oblečem, če sem to, če sem on, če imam tako, sem sprejeta, drugače pa ne. V redu, to je treba nasloviti, sprejetost.
Za koga je pomemben, da si sprejeta? Kdo naj te sprejema? Sprejet. A veš, zdaj dva deca govoriva, da so ženske zapravljive, deci pa ne. Ne. Tudi, veš, v naši družbi so pa avti, ki si prej malo omenil. Aha, s takšnim nivojem avta sem jaz šele sprejeta. A pa je pomemben, da sem jaz v tej družbi sprejet zaradi nivoja avta, ki ga imam, veš. Tako da ne bova, da je ženski, moški, ali boh ne da gremo to. Čisto vse situacije možne imamo. In tukaj je treba te mite razbiti, veš. Na prvem večernem seminarju se lotimo teh mitov. Denar mi daje varnost. A veš, denar... Do neke mere definitivno. Veš, to je problem. Če nimaš kaj vzeti v usta, pol ti, veš, problem je, recimo, zdi se mi, recimo, pri nekomu v zakonu lahko pride do zelo velike negotovosti glede denarja, ker je bil vzgajan v finančno negotovem odnosu. A veš, in to so lahko vse življenjske stvari, kako to sploh napadeti? A veš, Benjamin, hec je, pa tako, vsi ti grehi, ki so te naglavni grehi, pa nomo se zdaj tega lotila, ampak vsak od teh mitov je do neke mere, ali pa, to so z Marinko enkrat poruntala, ko so se pripravljali za seminar, te miti niso kar iztrte izviti, a veš, ampak so do neke mere, ali pa na nek način resnični, a veš, ali kako ne rečem, so zaprav tudi. Če rečeva, denar nama daje varnost. Ja, do neke mere, ne. A veš, otrok zboli, kaj bomo šli zdaj najprej zamaške zbirati, da bomo eno zdravilo plačali. Ali bomo imeli kar en kupček denarja, ki ga bomo vzeli in bomo kupili zdravilo za otroka. Ali pa, ne vem, crkne avto, zdaj bomo peš začeli okoli hoditi. Ali pa, ne vem koga, se bomo z nevarnim avtom vozili, zato, ker nimam za gume. Tudi to se dogaja, da ne v smislu. Da se ljudje z lizanimi gumami okoli vozijo, zato, ker nimajo za 4 gume. In tukaj denar pri teh gumah dobesedno poskrbi za varnost. Čist konkretno. In ni za zanemariti to, veš, in je treba poskrbeti kot par, mora priti do to vrstne edinosti, da se lahko ta zapravljanje ali pa kakorkoli usmeri v neko šparanje ali pa v neko obravnavo denarja, da ti zagotovi osnovno varnost. Tako je. In tukaj bi rekel, moški, pa če on ni sposoben, pa naj bo to ženska, je odgovoren, da se en osnoven kupček denarja vzdržuje. In to denarja, ki je na razpolago, ki ga imaš na dosegu roke, da ga iz banke lahko komod dvigneš. Celo en kupček, ki ga imaš v žimnici, ali kje, tako se reče. A veš, da ga lahko takoj uporabiš. A veš, da se ne zafrkavaš s tem, kva je s tem, na seminarju recimo, pečica je crknila, je bil primer, so what? Greš v Merkur, pa kupiš drugo pečico. Ja, kako pa? Tako da vzameš skupčka in greš kupiti pečico, pa imamo mi zdaj, ne vem, pa šporget crkne, ali pa pralni stroj crkne in bo žena začela prati na roko, zato, ker ti nisi bil sposoben tako voditi svojega gospodinjstva, da bi bil tako velik kupček, da vzameš skupčka in greš kupiti pralni stroj ali pa štedilnik ali pa nekaj, kar se rabi. Razumeš? In zato morata biti oba, da se kupček dela, da se reče, denar je prišel, koliko bova dala na ta kupček? Denar je ta mesec prišel, evo ga Bogu hvala, koliko bova dala? Pa date lepo skupaj in tega denarja se ne takneva, dokler ne bo kriza. To ni zdaj denar, ki ga ti šparajo za avto. Šparanje za avto je ena druga stvar. To je zdaj samo zato, korona kriza. Kdo je pričakoval? Tisti, ki imajo kupček, zdaj nimajo težav, da bi bili živčni še zaradi denarja. Vse smo že itak razvarovani, ampak kdor ima kupček, zdaj zaradi denarja ni. Veš, ampak ljudje rečemo, večkrat lahko, ampak to je lahko govoriti, če imaš dohodek. A veš, imaš ljudi, ki res
Ampak jaz poznam primere, a veš, vse ljudje prešparajo tudi pri res minimalnih dohodkih. Ne. To je res, Enkrat mi je en župan rekel, ko sem nagovarjal kmečke žene, ne. ja, A veš, kmečke žene, ne vem, je rekel, to so gospe, kankoli ogromno ne zaslužijo, pa zmer imajo denar. A veš, Ja. pa peteršilček, tle pa solatka, to pa zele prodaja, pa vse sorte in kolni, da bi se prvalila, veš, na kmetijo sem kar 2000 € na zavali. Mislim, dobro, No, da tudi mislim kje, ne vem, takšno, ne, pa, različne ja. kmetije, ampak tam te kmečke Tam male kmetijice, ja. tako vem. gospe, ki so bile, a veš, to niso to veliki denarji, pa skozi imajo denar. Jaz pravim, ni ga toliko velikega denarja, da ga ne bi mogel vsega zapraviti. In ni toliko majhnega denarja, da ne bi mogel nekaj prišparati. A veš, zdaj, tukaj je zdaj zelo skrajno sem povedal, a veš, ampak sej, jaz verjamem, Benjamin, pa tudi imam nekaj izkušenj z ljudmi, ki so na totalnem robu, a veš. Ja, Ampak ti ljudje fajn zapravljajo. Zapravljajo. ja. Tako, po mojem občutku zapravljajo. Enkrat sem imel eno tako priliko videti. Jaz, ko imam denar, si nisem privoščil hamburgerja. Oni so si pa ga pred kosilom. Pa na robu. Ljudje, ki so na robu, total. Ampak, glej, tistih 50 € pa imajo, da gre na hamburger. Ja, sorry, lej, počak na makarone, hamburger, pa pršpari. Denar za hamburger, pa pršpari. Ja. A veš, lej, To je to, ne. In mi, ne učimo se upravljanja z denarjem, no. in te stvari so ful intimne in so take, da se jih zakonca v resnici težko lotita se pogovarjati, ker so povezane z specifično zgodovino vsakogar, a veš. Ne vem, če je bila moja familija malo zapravljiva, je bila ženina bolj šparovna, recimo, ne, pri nas je bilo malo tega, ne. In tukaj letijo lahko očitki takoj v eno ali pa v drugo smer, a veš. In Cela so familija. strašno težke stvari se za pogovarjati v resnici, začeti sploh, ne. A veš, ti zdaj recimo tako, meni se zdi tudi na tem seminarju z vama, z Marinko, hvala Bogu je bil še en par, ki sta imela pač pričevanje tudi malo iz te strani, iz te nemoči, ne, to se mi je zdelo ful dobra kombinacija. Vidva z Marinko sta bila tako, ki je bilo za prav, a ne, tam pol sta bila pa Rajko pa Anita, ki sta bila pa pač malo iz te nemoči vse prav narediti, recimo, in se mi je zdela čudovita kombinacija dveh parov, ker zelo hitro lahko poučevalni izpademo, da pač to je tako, pa tako, pa tako, pa tako, pa tako delite. V resnici pa to blazno težko prav začeti delati, še posebej na te teme, ki so res težke, no. Se kar malo makne. Ja, je težko, pa veš, zakaj je težko? Ja. Zato, ker je disciplina težka. Ja. Zato, ker je disciplina težka, zato, ker je lažje iti na sladoled, kakor ne. Ja. Zato, ker je lažje iti na pico, kakor pa doma speč. A veš? Pa zato, ker nikoli ne zračunamo, koliko stane tam pica, pa koliko stane naša domača pica. Ja. A veš, zato, ker ne vložimo, ker je težje vložiti energijo, kakor pa je ne. Ja. A veš, in je težje red delati v družinskih financah, kakor ga ne. A veš, in težje je voda družinsko knjigovodstvo, kakor pa ne. In ko vprašam jaz tudi na predavanjih, koliko vas pa vodi družinsko knjigovodstvo, dajte kar roke dvigant, pa 10%. Ja, kam gre pa vaš denar? Ja, kar gre. Eni, ki pravijo, se je brez veze voda družinsko knjigovodstvo, ker itak vse zapravimo. A ja, se je res. Tako pa je res, ne? Tako pa res. In je tudi to dejansko res, a veš, Benjamin, in enostavno je, ni to, kar se od denarju, ki se menimo, je 80% disciplina dveh posameznikov za začetek, ne, ki potem prideta skupaj in potem skupna disciplina, a veš. Disciplina obdrža denar. Enkrat je moj oče pravil, ki je šel delavca najet v samski dom, da bi mu pomagal, ki je hišo gradil, ne. Ja. A veš, in je tako en možak rekel, če bi šel pomagati beton mešati za to popoldne, ne, in je pogledal takole v žep, stranski žep, in je rekel, imam još za cigarete, neču. Za cigarete, za škatlico cigaret je imel, se pravi, ne grem, dobro, lej,
ne grem in to mnogi Slovenci, da ne bom zdaj kakšno slabo luč vrgel na naše brate Slovane. A veš, se pravi, iz rok v usta je način, ki se ga navadiš tudi, ne? In ti je to normalen in celo misliš si, da vsi tako živijo. A veš, in kritiziraš tiste, ki pol pa kdaj kaj imajo, ki niso tako živeli. A veš? Ja. Zdaj, ta intimnost, ta edinost, ki se v paru gradi, se pravi, ja, jaz mislim, da midva bi danes kar pozvala, ne, da imeti skupen denar je fajn in je ideal. Mogoče bo za koga ostal nedosegljiv, ampak pogovarjati se o denarju pa mora biti osnova in dejstvo, da to pa je treba delati. Ker če ne, se v tebe in med vaju zarine lahko kdorkoli. Ne vem, ti si imel en dober, na blogu sem prebral tvojem preprostost, en dober primer, ki je enkrat prišel en prodajalec za sesalcem k vam domov. Ne? Ja, viš, tukaj se pa res bolj izkazala najna edinost. Ma takole, če vam povem to zgodbo, ali kaj? Ja, seveda. Ja, enkrat je, viš kaj, prav izkoristijo to potencialno needinost med zakoncema, ne, recimo. In to jim je taktika, ne, to redno delajo. To jim je celo taktika, ne, recimo, ena gospa je prišla prodajati sesalc, ful drag sesalc je bil to, ne vem, koliko je tole točno bil, ampak groza. 2 jurja verjetno ali pa tako neki tak. Kaj tako, recimo, ja. In že nekako smo jo spustili noter, dobro pa nam predstav. Jaz imam včasih tudi malo kot en fetiš, pa se s temi prodajalci rad malo bodem, pa malo komuniciram, pa tako naprej. V glavnem bejba pride not, nam posesati vse v stanovanje po kotih, 60 filtrov nam razstav tako po kavču, pa posod vsi v sranje. Veš, čeprav moja žena čisti, ka ne vem ko, ampak sesalci je v resnici dober, da se ne, in posesati tudi tam, ki se ti zdi, da nič iz ferenko je posesala sposod, in me je potem začela zafrkavati, konec koncev kar zafrkavati, da sem neskrben oče, da bodo alergije pri otrocih in da bom kriv za te alergije, ker ne poskrbimo dovolj za čistočno vest, mi je začela nabijati. Veš, potem pa sem rekel, jaz sem dovolj skrben, vse malo svinjarije, veste, saj celo, zdaj se bomo že malo cepili svinjarijo, ker je preveč alergij, pa bla, sem bil malo tako farmacevtska znanja v klopu. Pa vsak otrok mora 3 kile svinjarije pojesti do 3. leta, pa tak je trajala. No in potem je pa rekla, potem smo šli glasovati, kdo bi imel sesalc, ne kdo ga bo plačal, kdo bi imel sesalc, in je pozvala k glasovanju vse otroke, se pravi, so glasovali, to se pravi, rekla, kdo bi imel sesalc, vsi 4 otroci roke gor, midva ženo pa ne. No, a vidite, da bi ga imel? Jaz sem rekel, seveda bi ga imel, ampak oni nič ne prinesejo v družinski proračun in tudi pravice glasovanja nimajo v družinskem proračunu, se pravi, niste naslovila prave publike sploh. No, tukaj je pol sfalila in na koncu pa pravi, čist na koncu, ampak tam nekje pravi, zatem pa pravi, sej gospa, iskrice v očeh so bile mogoče pri Marinki za sesalc večje, sej gospa ima pa svoj denar. Sem rekel, nima ga. Midva imava skupen denar in za kupiti sesalc mora biti večina. Torej, ni dovolj samo žena, ker nima večine. Šele skupaj midva tvoriva večino. A veš, kar klin bi se lahko zabil v naju. Na koncu, ki je pa šla, je pa rekla, zdaj pa tudi, če hočete sesalcem, ga ne prodam. Poznam, 2 primera poznam med ljudmi, kjer sta se možakarja odločila, ne vem, če zaradi lepih prodajalk ali ne, ampak odločila zakupiti takle sesalc in leta letijo očitki. Tako da niso to zelo enostavne stvari,
ta klin ni tisti trenutek, ampak so lahko leta tega klina, ki trajajo, a veš? Ja, očitki trajajo večno lahko, ne. Ja. Če stvar ni, glej, če stvar ni dogovorjena, če ni narejena stvar v edinosti, je že tak sesalc, ki stane 2 jurja, kakor praviš, je lahko en stalen očitek, ne. Ja. Pa takrat si bil pa ti zajest, pa ne, pa tako naprej. Tako da, lej, mi stalno govorimo o družini in življenju, o edinosti med zakoncem. Evo, da smo naredili dobra gradiva na to temo, ne, full dobro, ne. A veš, in to področje edinosti, ta področja edinosti ni samo ta edinost na spolnem področju, tako kot si eno meso najbolj plastično predstavljamo, ne, ampak edinost na vseh področjih. Ampak, ne, edinost, enkrat mi ena gospa piše, veš, da stalno govorite o tej edinosti, jaz ne morem biti edina, ker mož mi vse podira, mi za nalašč prehiter voz, vse prekrške dela, pa tako naprej, pa na cel kup enih področij needinosti. Sem rekel, gospa, edinost s cepcem ni mogoča. Ja. A veš, edinost s cepcem ni mogoča. Vi morate tlele začeti graditi edinost tako, da zmolite najprej za cepca. Pa da se bo morda, da bo Bog uslišal vašo molitev in da začneta potem ne obupati takoj, sem ji rekel, ne. Ampak edinost z neumnostjo ne sme biti. Ja. A veš, da so midva edina v trošenju si, ne. In zato včasih edinost v denarju ni na začetku mogoča. Ja. In se treba vprašati, zakaj ni mogoča, iz kakšne družine, tako kot si rekel, ti izhajaš, iz kakšne jaz, kateri miti tebe, moja žena, in katere mene določajo, ne. In se začeti pogovarjati o teh mitih, ne, in potem počasi prihajati do zaupanja. Veš, na koncu pridemo do zaupanja. Jaz tebi ne zaupam, da boš ti poskrbel zame, a veš, to je groza. Ja. Ko bom jaz onemogla, ko jaz ne bom imela ali pa ko ti bom zaupala svojo denarnico, ali pa ko bom jaz tebi zaupal svojo denarnico. Tako, a veš, in ne boš zlorabil tega zaupanja. Ko ti ne boš zlorabil tega zaupanja, ne, takrat je šele edinost mogoča, ne. In ta proces je pa počasen. Proces gradnje zaupanja, tako kot vsake gradnje, a ne, je vedno počasen, a veš. In se kaže v majhnih stvareh, ne. Ogromno enih majhnih vsakodnevnih konfliktov pride, ne, iz tega in tudi konkretno iz denarja, ne. Tako da zaradi tega se mi zdi, da je to res pomembno področje, ki ga res naslavljava zdajle, evo, in kaže v različne nivoje možnosti začetka pogovora, se mi zdi, no, tako da, evo, povabljeni. Glej, Benjamin, ne, še druga smer je možna, ne. Ja. Jaz sem se enkrat, evo, dele 10 let nazaj, ko sem se lotil projekta 1 evro na dan. Ja. Veš, se pravi, da se bom prehranjeval za 1 evro na dan, a ne, in sem si napisal pravila, od enega datuma, pa 2 meseca sem potem določil naprej, a ne, in sem se šel v ta projekt. Pač kriza je bila, jaz dela nisem imel, evo, spet me je živela žena, evo, midva imava take vzpone pa padce, veš, in glej, ne, žena me je živela, enega očitka nisem nikoli slišal na ta račun. Ker je bila tudi vajina odločitev, da greš iz Leka, iz službe, a ne, je bila skupna in jo je Marinka podprla, ne. Amen, a veš. In so bili časi, ko sem dobro zaslužil, in so bili v moji karieri časi, ko nisem zaslužil nič. A veš, in tukaj se pa potem, a veš, to pa je kriza, tako da midva nisva tako nekrizno šla skozi te denarne prekucije, ne. Ja. Veš, in kako bi mene to prizadelo? Ti stari, kaj pa ti tle se zafrkavaš, da ne rečem kakšnega hujšega izraza, v tem projektu 1 evro na dan, 2 meseca se tle zafrkavaš, pa nekaj kuhaš, pa nekaj tehtaš, pa nekaj pišeš, pa nekaj si v medijih, pa nekaj se greš, jaz te pa tle živim. Nič ni bilo to tazga. Jaz sem se to dejansko šel, ker je tudi verjela vame, da ko bo krize konec, da se bom pobral, ker sem se že kdaj pobral. Ampak, a veš, v tej situaciji, ne, če tudi sem jaz napisal pravilo, družini ne težim,
Se pravi, družina ne je kokrče, ti boš pa za 1 evro. To se pravi, družina je jedla približno za 5 evrov na dan, ne? Tako kot smo se dali razbrati iz družinskega knjigovodstva. Jaz sem jedel za 1 evro na dan. In toliko gledaš na te cente, jaz sem cente preračunaval stalno okoli hrane, a veš, te to zlahka zapele v škrtost. Ja. V kaj, še lepši slovenski izraz? Ja, ne vem. Ja, škrtost, vse vemo, kva to pomeni. Ne? In to, da bi družini potem vse oporekal, a veš, pa Marinka, kaj ste, ki si tako navajen, a veš, no, za vsak cent gledati, pa 2 meseca to delaš, se to krvate malo zaleze, a veš, in potem sem se mogel orang boriti s tem, da ženi nisem težil. Žena je pa kar šla, pa eno jobco kupila, 10 evrov. What? Za ta denar jaz 10 dni jem. Ja. Ne, iz različnih koncev je treba prihajati skupaj. Ja, veš, da ne, in sem mi tudi težil na to temo, a veš, mislim, ko ti pa je, jaz to 10 dni tlele, pa veš, ko gledaš na tiste cente, a veš, se kar nisem več zavedal, da sem v projektu, sem mi kar težil, ne. Čeprav sem napisal kot pravilo, da je ne bom težil, ne, a veš, ne. A vidiš, ne, in pa za take majhne stvari, daj mir, pa koliko časa sem jaz v ženi za take stvari, kot veliki preprostnik, je težil, pa moja žena je preprosta, sam ne toliko, kaj jaz, a veš, kaj jaz, najbolj, ja, kaj pretiravam, ne, a veš. Ja, fajn, lej. In te stvari moraš tako malo pri sebi razpucati in moraš malo premoliti te stvari, a veš, kaj te zapeljajo in to, odnos do materialnega denarja in materialnega je tudi ta škrtost, veš, ne samo zapravljanje, ampak potem škrtarjenje, ne. A je to pogojeno s strahom ali kaj? Ne, pri meni ni bilo strahom, ampak z navado. Ker veliko ljudi recimo v tem veliki skrbi za pravi denar, ne, se pravi za tako v tej škrtosti, je pa prav v onem strahu, v krču, a veš, ker si ne upa nič zase privoščiti, ker jaz nisem nič vreden, ker zame je pa itak vse dobro. A veš, tega je tudi ogromno, ne? To je tudi en tak pojav, ki ga opažam in ki v bistvu je tudi se treba ven iz tega jeta, ne? Se pravi... Veš, si tudi zmerno privoščiti, ne? Ja. Veš, koliko je zdaj zmerno? Okej, aha. Koliko je zdaj, ne, ena dva zakonca sta me enkrat vprašala, ne, da imata skupni avto, ne, in mož opravi nenormalno število kilometrov. Aha, kaj je zdaj to nenormalno število kilometrov? Kaj je nenormalno zapravljanje, a veš, in se treba tukaj odločiti, ne, kaj je nenormalno dober avto, kaj je nenormalno slab avto, a veš, kaj je nenormalno dober izgled, pa nenormalno slab izgled, ali pa nekaj, a veš, dopust in tako, veš. In to je stvar, ki jo mora par znati se pogovoriti in razdelati pri sebi, ne. Mi znamo, se mi zdi, sem druge gledati, recimo, ne vem, lahko gledaš enega podjetnika, ki si privošči Mercedesa, ne. Mogoče si je on iz tistega Mercedesa privoščil z veliko manjšim odstotkom svojega kapitala, kot si ti svojega golfa, a veš, recimo, ne. Najbrž. In potem si njega kritiziraš, a veš. Ja, in potem si fovšljiv in začneš razlagati, koliko so vsi privatniki pokvarjeni, ne, pa koliko so, ne vem, koliko so požrešni, ne, a veš. Nikoga pa ne vidiš, kaj on dela, a veš. Vse ga ne vidiš. To ali pa tudi daruje, a veš, pa ne veš, ne. Ja, s tem se pa itak ni zahvaliti, ne, naj tvoja desnica ne ve, kaj dela desnica in tako, ja, veš, ne. In delamo marsikomu takole lahko krivico, ne. Okej, se pravi, ta uvodna oddaja na to temo tega materialnega in denarja, dajva zaključevati počasi, Aleš, in rečva, recimo, kaj bi bila zdajle najino priporočilo v tem času, kriznem času, mogoče smo kaj več doma, ne vem, če ste v karanteni, tako kot smo bili mi. Pa če je razpoloženje in priložnost, povabiva k temu, da se začnete pari malo pogovarjati. Kaj je najino konkretno povabilo parom, recimo? Ja, prav glej, to se pravi, ena odločitev najprej, ne.
tisti pari, ki se o denarju pogovarjate, tisti pari, ki imate skupaj finance, ki se ne prepirate, kar nadaljujte tako. Ja. A ne? Kaj delate budžet mesečni? Ki delate mesečni budžet, recimo, ali pa ki skrbite za ta finančni tok, ta družinski finančni tok, že kar s tem nadaljujte. Tisti, ki ne, se bomo o tem podrobno pogovarjali, ampak zaenkrat se samo opazujte. Ne. Kateri miti so prišli od denarja iz vaše osnovne družine. Ne. Ja. Dajte se o tem začeti pogovarjati. Ne? Kakšni ste bili v družini? Ste se odkrito pogovarjali? Je bilo to neka skrivnostna tema? Ali se je pri vas zapravljalo, se ni zapravljalo, sta imela ali ta mama skrbnar? Začnite se preprosto o tem pogovarjati. A mi denar nudi, imam občutek, da mi nudi varnost? A imam občutek, da bi bil srečen, če bi imel ne vem, tokle več denarja. Koliko več bi pa moralo biti, da bi bil srečen? A ne, veš, eni so delali raziskavo. Ne? Koliko več denarja bi pa bi moral vi zaslužiti, da bi bil srečen? Bi moral dobiti, da bi bil srečen. In ko so to takole ovrednotili, vsi so rekli 10%. Ne glede na to, koliko so zaslužili do zdaj, pa kakšen status so imeli, 10%. Evo to. En je rekel, kdaj boš imel dovolj, ko bo imel še $1 več? Ko imel še $1 več, takrat bo pa dovolj. $1 več, $1 več, $1 več, evro več. Glej, da se za konca začnete sploh o denarju pogovarjati. Ne. Ja. Naslednjo je, dajte, ko bomo se o tem pogovarjali, gotovo že kmalu v teh oddajah, dajte račune, ki jih dobite, dajte organizirati eno škatlo za čevlje in te račune not metati v škatlo. Čist preprostih sam not metati. Račun vzameš v trgovini, ga spraviš v denarnico in ko prideš vsake toliko časa sprazniš te račune v to škatlo za čevlje. Da boste vedela, kam gre vajen denar. Tako, čez nekaj časa. Ne. To, odkje denar pride, to boste zlahka, to se zlahka pogleda plačilne liste, kakšni socialne doklade, kakšna darila ali karkoli je, to se zlahka, ampak kam pa denar gre, to pa ni tako samoumevno. In potem, ko se bomo pogovarjali o tem, o vodenju družinskega knjigovodstva, vam bodo ti računi prav prišli. Fajn. Ja, bomo šli tudi na teme, kdaj je točka dovolj, to, kar si rekel, a ne? Ja, tudi ta tema. Za drugega, kaj je z darovanjem in tudi to, kar si že prej malo začel omenjati, kaj to pomeni, da je denar Božji, midva pa so njegova oskrbnika. Ne? Ampak to so teme za prihodnje oddaje. Ja. Zaenkrat se vam za danes lepo zahvaljujeva, če ste vztrajali z nama. Se vidimo, ne bom upal reči prihodnji teden, ker smo imeli zdaj izkušnjo, da ni bilo fizično možno, da bi kaj posneli, ampak bomo zdaj nadaljevali z nekim normalnim tempom. Midva z Alešem sva še parkrat skupaj, potem pa tudi naprej v tej oddaji Odnosi so zakon. Lep pozdrav, se vidimo prihodnjič.